Nocoj, kaj dogaja, pa gostim vlogerja, popotnika in ljubitelja jutranje Tatjane, dame in gospodje, Bit Sever. Živijo, dobro večer. Živijo, Bit. Jaz moram kar že čisto na začetku vprašati, kdo ali kaj je ta jutranja Tatjana? Tatjana je drugače moja tašča in ona naredi najboljšo kavo. In zato je od tod pol jutranja Tatjana. Ok, en lep pozdrav tašči. Ej, zdaj, kakšna je razlika med turistom in pa popotnikom? Zdaj, jaz si popotnika predstavljam, da gre bolj po neshojnih poteh, ne? Ti pa potuješ tudi po bolj obljudenih krajih, ne? Bil si v Zombielandu. Ja, Kaj je to, Zombieland? A je to kot Gardaland? Ne, ni tako zabaven. Ampak jaz si predstavljam kot turist nekdo, ki res gre pogledati glavne značilnosti, te prestolnice in vse tako naprej. Pri nama je pa tako, da pri neki državi oziroma kontinentu, ki jo obiščeva, res hočeva pokazati tisti pristen pristop oziroma Amerika. Sva zato obiskala recimo tako New York ali pa Los Angeles, kakor tudi tiste najmanj turistične kraje, in ta Zombieland je en predel v Filadelfiji, Kensington Avenue, ki je v bistvu kar malo žalostna lokacija, ker tam imajo take probleme z drogami, da so v bistvu te ljudi poslali tja, da se malo umaknejo od ostalih ljudi, in je kar malo grozno videti, ker ljudje dobesedno umirajo na cesti. In ja, kar tak prizor, ki... Verjamem, da ni lepo za videti, ampak pejmo raje na pozitivne zgodbe, ne? Recimo, mislim, da si to oddajo Odbita ste pa snimali tudi, oziroma si potvoj tudi v času korone. Kako je potvati v času korone? A je težji, zaradi tega, ker je toliko enih omejitev, a je mogoče lažji, ker neke destinacije niso toliko obljudene? Oboje. Je definitivno težje, zato sva recimo tudi kakšne karte, ki sva jih že imela, sva jih bila primorana završiti, ker naj jo niso spustili v državo. In tudi do zadnjega v bistvu ne morava načrtovati, katero bo naslednji kontinent, zato ker ne veva, koliko se lahko spremenijo pogoji za vstop v to državo. Je pa sigurno boljše z tega vidika, da lahko doživiš državo malo bolj pristno, ker je manj turistov in si bolj se lahko povežeš z lokalci, glih zato, ker si en redkih turistov in te lepše sprejmejo. In si ne boš doživel različne situacije, ampak v katero situacijo pa se recimo ne bi nikoli več vrnil, ker si jo doživel? Kaj pa je tisto, kar rekel, ne, tega pa nočem več doživeti? Mogoče tisto situacijo, ko sva šla z bratom v Romunijo, in on je zelo tak adrenalinski človek in se mu je porodila ideja, da greva taboriti v romunski pragost, v Karpate. In tam, kakor mi je znano, je največja populacija volkov in medvedov v Evropi. In lahko si predstavljate, kakšna je bila tista noč. Mislim, da nisem zaspal niti za 15 sekund. Se pravi, ptilo hratov jutranja kava. Tako da biti popotnik je pa ni sanjska služba, ali kako? Meni je sigurno sanjska služba, to je res nekaj, kar sem si želel celo otroštvo, da bi lahko potoval, to dokumentiral, pa da bi tudi ljudje radi to gledali. Veliko potuješ z letalom, ne? A že razmišljaš za prihodnost, kako se bo potoval v bolj eko prihodnosti? Peš ali pa s kolesom, ne? Kako? Po moje, ne vem. S konji, recimo, lahko tudi s konji. Mislim, si res razmišljal, da bi šel, ne vem, da bi rekel, ok, zdaj grem pa na bicikl, pa se zapeljem čez, ne vem, Južno Ameriko? Ne, brat ima ponavadi take ideje. Na primer, Augusta gre čez Aljasko s kolesom, tako da on je zelo eko, bolj kot jaz. Ampak nekaj sta pa snimala tudi skiroji, a nista? Aha, ja, to pa je res, ja. Tam pa sem bil krej, ko sem šel pa iz Goričkega v Piran s skirojem v 4 dneh. Evo, no vidiš. Dobro, kar kondice. Naporna. Kaj pa recimo, ko si več mesecev od doma, kaj pa je tisto, kar bi rekel, joj, kaj bi dal zdajle za... Ljubljansko meglo. Za Ljubljansko meglo? Ja, ne vem, najbolj pogrešam svojo posteljo, pa prijatelje, družbo. Se mi zdi, da to je tudi neka taka zadeva, ko sem živel v Kanadi, sem najbolj pogrešal svoje prijatelje in družino. Se mi zdi, da manjka ti ta povezava oziroma zveza z bližnjimi, ta pristen odnos. Še sem bil zihar še kot goveja župca ali pa... Ja, iz Pariče. Vampi. Ne, vampi ne. Goveja župca pa sigurno. Goveja župa. Je to prva stvar, ki jo poješ, ko priješ domov?
Ja, se priporočam pri babici, ja, vedno. Kmalu bo pa tudi nova serija. A imate plan za novo serijo? Kam boste šli, kaj se bo snimali, kje boste? Ja, čez 3 dni potujeva v Afriko, vzhodni del Afrike, Ruanda, Uganda in Tanzanija. Te so tudi, razen Tanzanija, majčkeno manj obljudene države, tako da mislim, da bo tudi zelo pristen pristop. Bit, fajn pot, Ja. srečno pot. Najlepša Hvala hvala. za obisk v studiu. Ja. Hvala.